The more you approve of your own decisions in life, the less you feel the need to have them approved by others. Evo, spet imam klele plonk cegalt, malo smo preuredili tudi showroom, tako da tisti, ki bodo v naslednjih dneh kaj prišli, oziroma dobrodošli, pogledajte si, bolj prostorno deluje, klele podcast studio je malo bolj natlačen, ampak v kratkem pridejo vajki, zadnji klele bojo še obroči, tako da ja. Kar se tiče današnje etape oziroma zdaj naprej, soboto pa nedeljo bom videl, a bom sploh naredil video, če zvem kakšno zanimivost, definitivno pade. Danes bom mogoče malo kakšnega malo podrebral oziroma gremo se pogovarjati o stvarih, ki mogoče kakšnim ne bojo najbolj všeč, da jih povem, sploh tisti, ki ste zaljubljeni v Kolnago. Pol pa ja, še kakšno v Jorgensonu, pa taktika Vizme, ampak najprej grem pa tele luči ugasniti, moment. Evo, upam, da sem v zoomu. Skratka, tisti, ki gledate slovensko televizijo, ne vem točno, kaj so tam govorili, ampak na angleški so malo v Jorgensonu še govorili in ki je prestopil iz Movistarja k Vizmi, je bil to za dosti tak vprašljiv prestop, ampak se mi zdelo ful zanimiv, da so rečemo na letošnjih pripravah, da so za njega prav posebej v hotelu zgradili, oziroma tam, kaj je stanoval, zgradili čisto za njega kuhno, zato da je pač izgleda si lahko sam kuhal. Tako da pač ja, kam grejo vse, koliko napredujejo določene ekipe, je mogoče iz tega tudi razviden, kaj omogočajo ta dodatna finančna sredstva, da se pol pač ja tekmovalcem omogoči. Jaz komaj čakam, da bojo še procenti od televizijskih ogledov porazdeljeni po ekipah, ka pol mislim, da bojo končno tudi plačani dosti več, kakor so zdaj. In ja, tako da zdaj naslednja točka je mogoče za povedati, sicer je jutri še en dan, pa pol je še nedeljska etapa, ampak kar nekih teh večjih ekip je zaenkrat še brez zmage. Kle mogoče najbolj vidne definitivno Ineos, potem pa zame je še Bahrein, ki ne vem, na letošnjem turu jih skorda ni bilo videti. Buitrago je sicer se vozil top 10, ampak to je pa tudi to, vse ostalo, mislim, da je bil Bilbao še na začetku, da je bil še v redu, dokler ni odstopil. Ja, no, tako da sem kar mal, ja, sem mislil, da je kaj več pokazal. Tako da tukaj je mogoče še to vprašanje, pa lahko tudi pokomentirate spodaj, kaj si vi mislite, ampak se mi zdi, da določene ekipe so naredile ta step up zelo velik, se pravi samo v treningu, pripravljenosti tekmovalcev itd. Pri določenih ekipah pa tako, kakor da jim manjka tisti zadnji push, ki se mi zdi, da prejšnja leta so pa oni bili oni, ki so naredili tisti korak naprej. Ja, to je pač sam nekaj za razmisliti. Pol zdaj v današnji etapi jaz nisem opazil nič takega, kakor že mogoče tudi sami niste. Ful je bilo lepo videti toliko slovenskih navijačev. Klele cela ekipa je dol, lahko si pogledate storije od Velobara, pa še na našemu Approve Cycling Instagram kanalu. Bomo probali pošerati zdajle ta 2 dni, ki so dol, kaj se jim dogaja. Tako da ja, lahko se naroči, mislim, lahko followate, pa boste videli, kako poteka vse skup dol, koliko je folka, pač ja, meni je to kar tako, mi je fajn videti, da se imajo vsi tako fajn. Kar se tiče današnje etape, je pač vidno je, da je Pogačar zdaj toliko boljši. Če bi se zdaj postavil en teden nazaj, sem to pričakoval, sploh od tistega, ki ga je Jonas nagonil v šprintu,
pač ni šans, da bi si upal to napovedati, kar se je zdaj zgodilo. In mislim, vsa čast Pogačarju, da mu je ratal. Se pravi, jaz danes nisem nič to opazil, razen to, da je pač res dominanten in zdaj v jutrišnji etapi, mislim, da je po etapi danes je rekel, da jutri se hoče sam zapeljati pa uživati pač v etapi. Nedeljski kronometer, ja, bomo tudi videli. Bo hotel, ne vem, še enkrat zmagati. Pač kako bi rekel, rekord, ki ga je Cavendish letos naredil, jaz mislim, da za Pogačarja je definitivno, ima vse na dlani, še dirkalo še naslednjih 10-15 let. Če bo le, potrkam, če bo le zdrav, tako da jaz upam, da bomo to lahko še gledali še zelo, zelo dolg časa. Zdaj pa, kar se tiče Colnaggota in kaj se je govorili pred turom, oziroma kaj smo pričakovali. Pričakovali smo ne ampak dve novi kolesi, enega Aero, enega pač ta, da zamenja V4 RS, nič se ni zgodil. Ne vem, jaz sem kar orang, če že imajo kaj pripravljen, razočaran, ker to je stališče marketinga, je bila za njih pač nora poteza, da bi zdaj vozil ta nov kolo. Ta druga stvar, ki sem pa mogoče še bolj, je pa, ne vem, evo, spet lahko komentirate spodaj, ampak meni, ki se spomnim še Sky časov, bomo nadaljevali kmalu. Se pravi, gremo naprej. Kar se tiče še Sky časov in Pinarellota, meni je bilo ful fajn, ker je Pinarello dal ven, sicer, nobena barva mi ni bila baš všeč, ampak iz vidika marketinga je pa pač takrat Pinarello je dal najprej dal eno barvo ven, potem je dal še eno, mislim, da so imeli na koncu tura 3 različne barvne kombinacije v rumeni. In so bolj seveda to tudi prodajali, ne vem sicer je bila dražja barva ali ne, ampak iz stališča marketinga je to pač fenomenalna poteza, ker zelo veliko ljudi hoče imeti prav pač tako barvo kolesa, ki ga Pogačar vozi. In če jutri nojo dali mu prav special kolo za to etapo zadnjo, ki je, se pravi standardno, da ni kronometer, jaz mislim, da so kle kar dost evrov stran vrgli, ne vem sicer, kdo jim dela marketing, ampak iz tega stališča za moje pojme je to tak polom Colnaggota, pač jaz tega ne razumem. Že pri dost manjših firmah naredijo tudi za, ne vem, zeleno majico, za pikčasto, za belo, kukarkoli. Pri njih, ki so pa zdaj največji, tudi po zaslužku lansko let, so delali 10% boljša in pač ne razumem, kaj točno se grejo, ampak kaj sem pa jaz zdaj kle pameten, ne. Ampak lahko pokomentirate spodaj, se vam zdi fajn ideja, mislite, da se pač ta kolesa prodajajo, se pravi zmagovalec tura, prav special color, se pravi posebna barva. Pač meni se zdi, da bi bilo to ful dobro. Kje imajo pa kolo oziroma kolesi, ki se govori v njiju, mi pa tudi ni čisto najbolj jasen, ker se mi zdi, da Eurobike je mem, tako da mogoče sploh ne bo letos predstavljen. Pa še kar se tiče današnje taktike Jumbo Visme, mislim Visma Lease a Bike, za moje pojme so spet izpeljali, so super, ni se jim išlo, tako da jutri lahko spet pričakujemo praktično iste obraze spredi, pa upam, da bo spet, da bo ta dve bitke, sicer zadnji, kakor zgleda, mogoče bo Evenepoel napadal, ampak Pogačar se je kakor po današnji etapi rekel, da ne bo, da bo jutri užival, tako da bomo videli zdaj, kaj dejansko se bo zgodilo. Pa še ena za vse navijače, ki ste v Nici, ki vas je res ful, upam, da je vsaj eden trezen v družbi
Pa če imate kakšnega, ki je orang, prgvantan, dajte ga malo nazaj držati, da ne bo kakšna pizdarija na cesti. To je pa to. Upam, da boste vsi, ki ste v Nici, da boste ful uživali, da boste ful navijali, pa ko sprejem tukaj v Ljubljani, pa upam, da nas bo šlo čim več tja in ja, proslavimo to pač še skupaj. Tako da, evo, to je to, če kaj zanimivega zvem, karkoli od številk itd., definitivno posnamem še en video, če ne, hvala tistim, ki ste spremljali, pejte na našo spletno stran, v opisu bojo tudi kode za popust, TDF Pogi pa Pogi TDF, tako da ja, na izbrane izdelke, hvala tistim, ki ste že oddali naročila, ja, hvala, ki podpirate kanal in nič, do naslednjič, en dogodek se lahko pričakuje, ki bo zelo zanimiv, bomo še z parimi podjetji ga skupaj naredili, tako da ja, spremljite kanal, boste videli, upam, da se vas bo takrat čim več zbral, brezplačen bo, tako da ja, bolj se gre za proslaviti kolesarstvo, pa da boste še vi imeli kaj od tega, ampak več pa v kratkem. Tako da, to je to, uživite, do naslednjič, fajn se voste, čau!